Lepo pozdravljeni, dragi gledalci v oddaji Teološki pogovori. V želji po širjenju in ohranitvi Svetega pisma se je skozi zgodovino uporabljalo različne medije, od prvih grafitov in poslikav na stenah katakomb do ikonografije, poslikav in mozaikov. Svetopisemske zgodbe imajo odmev tudi v filmski produkciji. Prvi poskus filmskega Jezusa imamo leta 1899 z naslovom Jezusov pasijon. Ena zadnjih filmskih Jezusov najdemo v seriji The Chosen. Z nami je gost, dr. Matjaž Celarc, teolog in biblicist. Matjaž, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Vsi vemo, da serija The Chosen, da jo je režiral Dallas Jenkins in ta serija je šla leta 2017, financirana je bila predvsem od gledalcev. Ne? Bi ti mogoče kakšno stvar še dodal? Pravzaprav bi rekel to, da je bilo zanimivo. Najprej se je začelo v okviru ene skupnosti, so posneli za Božič en tak projekt The Shepherd, pastir. In ta izdelek je, bom rekel, še druge, kako ne rečem, filmske ustvarjalce iz Angel Studios nagovoril k temu, da so pristopili zraven, da so ponudili nenazadnje tudi možnost postavitve, bom rekel, rekonstrukcije, če temu rečem, zgodovinskega Jeruzalema v svojih prostorih. Tako da se mi zdi, je že to, bom rekel, izhodišče te serije dejansko znotraj ene skupnosti, ki želi, kot omenjeno, prinesti svetopisemsko zgodbo med ljudi, na, bom rekel, preko tega kanala, če temu rečem, sedme umetnosti. Ja, kaj je recimo po tvojem mnenju ključ za uspeh te serije The Chosen? Se mi zdi to, kar si pravkar omenjal, je že nekaj, kar se po mojem zelo razlikuje od drugih filmskih upodobitev Jezusa, ker dejansko izhajamo iz neke skupnosti. Ne? In recimo mogoče, kako vidiš ti, ker je to vseeno neka uspešnica, ljudi pritegne, in se pravi, kaj je po tvojem mnenju ključno za uspeh te serije? Mislim, da ravno v tem, ker pred gledalca postavi na nek način ta človeški segment, in sicer začenši serija že sama po imenu The Chosen, pravzaprav ne govori, ne daje v fokus Jezusa, ampak s tem istim naslovom daje v fokus pravzaprav izvoljene, ki so njegovi učenci, se pravi tiste ljudi tedanje dobe, ki so prihajali v stik z Jezusom. Se pravi, da jaz kot gledalec preko njih, preko njihove realne življenjske situacije, ki ni vedno lahka, prihajam v stik in odnos z Jezusom in vidimo, kako se spreminja njihovo življenje, in s tem tudi gledalec zaznava možnost, da se spremeni tudi njegovo življenje. To je ena ta, bom rekel, prvina. Kar bi rekel, da je botruje na nek način temu uspehu ali pa veliki gledanosti, vidim predvsem v tem, no, da dejansko, če imaš ti en celovečerni film, je tisti čas, bom rekel, v tistem, ti rečem, 2 uri, moraš na nek način narediti celotno zgodbo, predstaviti like, in to je to, kar imaš časa. Medtem ko ravno z odločitvijo, da naredijo serijo, je to pomenilo ali pa dalo ustvarjalcem možnost, da so naredili določene poglobitve. Se pravi, da so recimo en lik spremljali, bom rekel, da v eni epizodi, ampak ne samo, ampak so to raztegnili bodisi na celo sezono ali pa ne nazadnje tudi celo serijo. To je ena taka, se mi zdi, zelo pomembna stvar. Se pravi, da ti lahko spremljaš en lik v njegovem razvoju. Se pravi, bodisi povsem človeške like in ne nazadnje, da spremljaš tudi Jezusa vedno znova, tako v njegovi na nek način človeškosti. Recimo ravno v tej prvi sezoni
Vidimo, kako Jezus kuri ogenj, kako je v tem tudi nekaj napora, kako hodi naokrog, kako nenazadnje dialogira z otroki, kako za njih naredi na nek način eno igračo, ali pa kako je pač z drugimi v njihovih stiskah, ali pomaga popraviti en voz ali kaj takega, česar, bom rekel, drugi filmi ne morejo dati na plano. Se pravi, to bi rekel izpostavil kot to možnost, ki omogoči seriji, da spremlja zdaj te like tako, kot rečeno, Jezusove prijatelje, kot nenazadnje tudi Jezusa samega. Ja, meni osebno tudi je zelo všeč tole, prav ta izpostavljenost Jezusa kot normalnega, potem pa kot nekoga, ki je dejansko v tej normalnosti presega človeške lastnosti. In zdaj me recimo zanima, kako The Chosen uravnoteži svetopisemsko zgodbo kot tako, se pravi, mi imamo v Svetem pismu jasen zapis besedila, potem poznamo zgodovino in pa recimo umetniško ustvarjalnost. Gre v bistvu za 3 dimenzije, kako vidiš ti, da so skladne vse te 3 dimenzije v filmu The Chosen? Zdi se mi, da so snovalci serije že v izhodišču se zavedali ravno teh 3 segmentov, ki se na nek način združujejo, povezujejo, prepletajo. In so, bom rekel, v svojo ekipo vzeli tudi zunanje sodelavce, strokovnjake iz posameznih področij. In še to se mi zdi tudi pomenljivo, da so gledali na to, da so nenazadnje iz različnih krščanskih, pa nenazadnje tudi različnih krščanskih denominacij, in na drugi strani, da imajo zraven tudi kakšnega rabina. Z namenom, da ne gre zdaj za eno, če uporabim vseeno izraz, za eno ideološko konotacijo, da bi želel z enega svoje predispozicije prihaja do tega, da je že to čisto uravnovešeno. Zdaj, znotraj tega pa razumljivo, kot rečeno, serija ima svoje začetke, izhodišča že v eni verski skupnosti, ki temelji svoje življenje na Svetem pismu in želi na nek način že v izhodišču tudi ta izdelek na nek način spodbuditi k prebiranju Svetega pisma. Zato je, bom rekel, prvi ključni moment nedvomno svetopisemski, se pravi podatki, ki jih najdemo v Svetem pismu, potem pa seveda Sveto pismo, ključ ali pa tisto, kar želi predstaviti Sveto pismo, je nenazadnje tista ključen pogled na Jezusa in nenazadnje korak za korakom, da tudi preko pripovedi prikazati, kako se nam kaže Jezus v svoji, bom rekel, kako se nam razodeva njegova božja narava tudi sredi tega vsakdanjega življenja. In seveda, Sveto pismo že samo na sebi, ko pogledamo različne evangeliste, tu svojo zgodbo ali pa prikaz Jezusa kot Božjega sina, če tako rečem, naredijo na različne načine. Recimo, izstopajoč v tem je nedvomno Janezov evangelij, ki v izhodišču pokaže Jezusa kot učlovečeno Božjo besedo. Torej, na eni strani da, svetopisemska zgodba, podatke, ki jih najdemo v Svetem pismu, potem pa seveda tudi te zgodovinska ozadja, se pravi, kaj lahko na nek način resnici rečemo, rekonstruiramo. Recimo, že ravno v prvi epizodi prve sezone je zanimivo, da se glede šabata, se pravi, za katerega v Svetem pismu pač vemo samo to, da nič ne smeš delati, samo sobotni dan hoda, kakorkoli že. Ne zvemo pa direkt tega, da kljub vsemu rabinski svet, ki izhaja iz farizejskih vrst, že nekako v tedanji dobi gleda tudi ali pa sprejme v obzir, ko se rešuje življenje ali pa ko je
vprašanju rešitev življenja ali pa stiska, da takrat je življenje, bom rekel, na nek način ima prednost oziroma je sobota, ima za cilj v vsakem primeru življenje kot tako. V evangeliju zasledimo samo to, ko Jezus pravi, da se v soboto rešuje potem eno žival. Kako ne toliko bolj potem tudi enega človeka. In zdaj s tem obzirom imamo nekaj zgodovinske podlage, ki jo bojo, bom rekel, snovalci te serije vzeli v obzir, ali pa jo morda še bolj eksplicitno dali, bom rekel, pred kamero samo, pač v to zgodbo. In tretji vidik je pa nedvomno, da vsaka sploh ena, kako ne rečem, zgodba pred kamero potrebuje eno nit, eno napetost in potrebuje, bom rekel, veliko elementov, Ja, dramaturški lok, ne. Tako, in znotraj tega potrebujemo na nek način tudi nekaj te fikcije, se pravi, kam zdaj to umestiti, kako si na nek način to predstaviti. In nekaj elementov gotovo je tu tudi postavljenih, zdaj ponovno, ravno v tem, v prvi epizodi te prve sezone, obliku Marije Magdalene, nas zdaj ta zgodba popelje pravzaprav v stik z njeno težko situacijo, ki jo privede tako rekoč na rob življenja. In tam je prikazan pravzaprav en klif, prepad, ki ga, bom rekel, v sami osnovi v Kafarnaumu, kjer bi se sicer zgodba odvijala ob morju, ga ne najdemo na ta način. Se pravi, je nekaj te fikcije ali morda en, bom rekel, pretor v Kafarnaumu, Quint, ga zopet ne najdemo v teh svetopisanskih zgodbi ali pa na ta način v teh okvirih zgodovine. Ja, in te stvari so recimo zelo dobro povezane med seboj, se ne izključujejo, niso kontradiktorne, hkrati pa omogočajo, da je zgodba res, da ima to dramaturško napetost, da pritegne gledalca in ga potegne tudi svojo zgodbo. Zdaj, mene zanima tudi... Mogoče tu, če smem vse še dodati, no? Se pravi, zgodbi oziroma tej zgodbi postavljeno pred kamero, ki poskuša splesti to dramaturški lok, na eni strani ne govoriti gledalca, bi na nek način lahko rekli tudi en sodobni, bom rekel, svetopisanski apokrif. Ko rečem to, s tem želim izraziti predvsem to, no, da poskuša mogoče zapolniti določene lakune ali pa lakune na način, tam, kjer svetopismo na nek način ne odgovarja, in smo mi nekako postavljeni pred vprašanje, kaj pa tam, in zdaj tukaj nam zdaj ta sodobni filmski apokrif, če se tako izrazim, poskuša na nek način zapolniti določene praznine, na nek način tudi našo radovednost oziroma nas popeljati v en tak razmislek z upoštevanjem ravno te potrebe kamere, da dobi vedno tudi eno zgodbo. In kako so recimo potem izbrani liki, ki jih spremljamo skozi serijo, zakaj imajo ti posamezni liki tudi, recimo malo smo že povedali to, kako imajo potem tudi ključno vlogo za samo zgodbo. Zdaj v tem okviru, kar si tudi govoril, je zelo v redu prikazano kot svetopismo, kot tako, ki ima dejansko nagovarja človeka skozi vso zgodovino. Ni zgodovinska knjiga, ne, ampak v sami zgodovini, v trenutni zgodovini človeka, ki se je našel v zgodovini ali ki se najde danes, ga nagovarja. Zdi se mi, bom rekel, mogoče izhajam ali pa temeljim res čist na začetku te serije, se pravi prva epizoda, kjer dejansko ne začenja z Jezusom. Jezus vstopa nekoliko kasneje zdaj v to realno zgodbo ljudi. Smo soočeni z Marijo Magdaleno, recimo, ampak ni edina, tako kot bom rekel,
nadaljevanka, nanizanka, kakorkoli že, ima vedno spletenih podzgodb, ki se na nek način spletajo z namenom, da je ustvarjena ena napetost, en lok, in da si vedno znova nekako potegnem, kaj se bo zgodilo naprej. In tudi tu je prikazan, kot rečeno, ravno na začetku smo soočeni z Marijo Magdaleno, z Nikodemom, pravzaprav s prvimi učenci, Petrom in Andrejem, se pravi, in Matejem, se pravi, nekaj figur, ki jih srečujemo v evangelijih na različnih mestih, ki, bom rekel, nekdo, ki Sveto pismo Nove zaveze saj malo pozna, bom rekel, bo jih znal nekje to tudi prepoznati, s tem, da dobijo, bom rekel, oziroma na tem filmskem platnu pred kamero, dobijo zdaj na nek način, zaživijo v eni konkretni zgodbi. Če razmišljam nadalje, ravno Marija Magdalena, v Svetem pismu jo bi srečevali kasneje, ne stopi tako v prvi plan, in jo srečujemo morda kot tisto ki spremlja Jezusa. Zvemo tudi nekje kasneje, da je verjetno Jezus iz nje izgnal hudega duha. V nekaterih evangeljskih odlomkih jo srečamo pod križem ali pa kot prvo znanilko vstajenja. Tu v seriji pa pravzaprav začnemo ravno z njo, z njeno stisko. In se mi zdi ravno to, kar si na nek način omenil, Sveto pismo kot taka, kot bom rekel, kot zgodba, kot pripoved, ni zdaj en zgodovinski opis, kronološki redosled dogodkov, ampak je nenazadnje zdaj zapis, ki na nek način predoči bralcu, da Bog vstopa v konkretno življenje človeka in da ga kliče v odnos. Tu na nek način zdaj pa serija poskuša na nek način to zadeti ali pa najti vstopno mesto ravno s človekom samim, v njegovi stiski, kamor bo vstopil zdaj tudi Bog, Gospod. Omenil si Marijo Magdaleno, o njej si že veliko povedal, pa tudi omenil si Nikodema. Kakšno vlogo ima Nikodem v seriji, zakaj je njegov neuspeh ravno pri izganjanju hudih duhov ključen za njegovo spoznanje Jezusa? Zdi se mi, ko sem ponovno razmišljal o tem, da je zelo zanimivo, da srečamo ravno zdaj v prvi epizodi ta dva lika, Marijo Magdaleno pa potem tudi Nikodema, kot da bi rekel, en kontrapunkt je ustvarjen med nekom, ki je absolutno postavljen na rob družbe, kot Marija Magdalena, ena prešuštnica, obsedenka, ki se vsi bojijo, in na drugi strani Nikodem, ki je viden kot učitelj učiteljev, ki je viden kot visok predstavnik zdaj te verske struje farizejev, in torej kot nekdo, ki je absolutno izobraženec tega sveta in ki ga vsi gledajo z enim visokim spoštovanjem, v smislu, da je nekdo, ki predstavlja zdaj višji sloj tedanje družbe. In dejansko ga srečamo v tej epizodi na njegovi poti v obisk iz Jeruzalema v Galilejo. In bom rekel, se tudi shodnica zdaj tu v Kafarnaumu, kamor potuje, se zazna, kako ga pričakujejo, kako so ga sprejmejo z enim strahom, spoštovanjem. In istočasno ga predtem srečamo, tik pred vstopom zdaj v Kafarnaum, ga srečamo, kako ga ustavi ta pretor Kvint. Nekje na polju, nekje zunaj. Nekje na polju, in vzpostavljen en tak strah dveh, bom rekel, avtoritet. Na eni strani Nikodem kot te verske avtoritete, na drugi strani Kvint kot predstavnik zdaj te politične avtoritete, ki jo Rimljani nedvomno predstavljajo v tej deželi. So okupatorji, so opresori in vendar imajo eno vlogo in moč in ta
tu dejansko predstavljena, ko Nikodem reče, torej, a me boš aretiral, a ne? In znotraj tega, da, če nadaljujem naprej, Nikodem, njegov lik je tu upleten, se pravi, dobil znotraj tega srečanja navodilo, da mora na nek način v ta nabor rimskih davkov vplesti tudi tisto, kar na nek način zdaj izhaja ven, in to je tudi davek na sobotni ulov rib, kjer so farizeji prej ravno zaradi tega, kar sem prej že omenjal, pakuah nefes, se pravi, da rešuješ vse duše, so na nek način zatiskali oči, da so ribiči tam še vedno lahko tudi lovili v soboto, da so na nek način prišli do, bom rekel, te možnosti, da so se reševali, no, da niso izgubili, bom rekel, edinih preživetvenih sredstev, vključno z enim čolnom, ki bi pomenil izgubo osnovnih sredstev za pridobivanje materialnih, finančnih osnov za preživljanje družine. Torej, tukaj je jasno pokazano, da Nikodem ni čisto avtonomen v tem, da ko bo razlagal tudi eno sobotno, ko bo razlagal soboto, bo vpletel dejansko tudi to interpretacijo, da ne smemo spustiti, da bi zdaj pravzaprav vplivali to, da rešujemo zdaj tam življenja, ko na nek način reče, a ne, da če jaz delam nekaj v soboto, pravzaprav je to nekaj grešnega, delam proti Gospodu, in zdaj, če zaužijam tudi tiste ribe, pravzaprav me to izloči iz odnosa z Gospodom. Se pravi, vidimo nekoga, ki bo v interpretaciji vse situacije ključen moment, in zdaj znotraj tega se res v tej prvi epizodi zgodi nekaj, kar njegovo odločnost, njegovo avtoriteto tega, ki interpretira in določa, kako bomo živeli, je tu v resnici soočen s svojo nemočjo in z dvomom v tem, kako pravzaprav v resnici zdaj dojemati Božjo voljo ob interpretaciji postave, kar je pa nekaj, se pravi, znotraj tega, kako, s kakšno gotovostjo jaz lahko razmišljam ali pa pristopam do interpretacije zdaj postave ali pa judovske tradicije. In ravno ta dogodek, njegov neuspeh, ki temelji na absolutnem strahu pred srečanjem z demonskimi silami, se pravi, smo soočeni s to polarizacijo sveta Božjega, ki ga na nek način zastopa in interpretira Nikodem, in sveta demonskih sil, ki ga predstavlja tam na nek način Magdalena, nemočna žena. Nikodem je tam soočen pravzaprav s popolno nemočjo, strahom, na nek način zbeži od tam, in edini odgovor, ki ga najde, ki pa je v resnici pomenljiv, je to, da tam človek sam na sebi, na nek način z enim magičnim pristopanjem k tem, nima kaj početi, da to lahko razreši zgolj Bog. To se dejansko zgodi v odnosu do Magdalene preko tega zaključnega srečanja z Jezusom, ampak za Nikodema samega je pa najpomembnejše to, da se sooča s svojo nemočjo, da podvomi, da se mu zdi, da pravzaprav, ko poskušamo gledati v postavo in jo razumeti, da je to kot zrenje v zrcalo, ki v tedanji dobi ni bilo tako zelo čisto. Se pravi, da mora človek na nek način nekje znotraj tega tudi podvomiti in postati predvsem iskalec Boga, tudi znotraj sveta se odpirati za to. Mogoče tu samo še dodam to misel, no, da znotraj tega iskanja Boga postane ključen tudi odnos s sočlovekom in nenazadnje tudi skupnost
kar nam ta serija na nek način tudi pokaže ali pa predoči. Zdaj se malo selima iz zgodbe, malo na učinek, kakšen učinek je to imelo na gledalce, recimo, in pa ne nazadnje, ali so tudi kakšne učna gradiva ali podlage, recimo, za katehetske ali biblične skupine, ki jo je sprožila prav serija The Chosen. Smo že malo proti koncu, tako da bomo še to vseeno si privoščila in rekla o tem. Se mi zdi pomembno. V resnici serija je takoj, ko je prišla nekako ven na ogled, se pravi 2019, je sprožila v resnici malo različne odzive. Na eni strani tudi negativne odzive, morda predvsem pri kakšnih radikalnih, se pravi krščanskih denominacijah, morda bolj fundamentalističnega kova. Kar pa zadeva tako splošnega okvira, je pa doživela zelo pozitiven odmev. Tudi snovalci serije so sami naredili en preizkus, eno testno serijo, zdaj te mlajše generacije, kakšen bo njihov odziv, in je bil absolutno pozitiven odziv. Se pravi, ljudi, ki so imeli, naključno so izbirali zdaj te ljudi. Torej ljudi, ki so bili v odnosu do cerkve ali do krščanskega sporočila, so imeli zelo, različen odnos. In tekom ogleda se je ta odnos zelo spreminjal, ravno preko, gledanja teh likov, ki se srečujejo z življenjskimi stiskami, so bili najprej odzvani ali pa nagovorjeni v svojih lastnih stiskah, in to jih je privedlo do lepote srečanja z Jezusom, ker so snovalci serije tudi na nek način omogočili, da so šli pol na ogled tega filmskega seta in jih je tam, srečal tudi igralec Rumi, ki je dejansko bil tudi pomemben za njih, da so na nek način bili spodbojeni ravno v iskanju vere in Jezusa samega, začenši da tudi v Svetem pismu. In znotraj... Kako? Tako da lahko rečemo, da dejansko res vpliva film oziroma tudi te vloge, liki na osebno vero posameznikov, osebno vero osebe, ki gleda to. Nedvomno, in se mi zdi pomenljivo, ker v tem času je nastalo, jaz sem zdaj vsaj na 3 take spletne strani nekako me je zaneslo ali pa sem šel pogledat, preveriti, da so dejansko uporabili zdaj tudi to serijo kot en, video material, namenjen za skupine, ki delajo bodisi s Svetim pismom ali pa molitvene skupine. Tako da na nek način, če tako rečem, ena od takih predlogov temelji na 4 korakih: na ogledu, na diskusiji, potem na dodatnem študiju, se pravi poglabljanju, in končno podelitvi oziroma veselju, ki se izhaja potem na življenju. Tako da se mi zdi to, v izhodišču en zelo pozitiven vpliv. Dodatno lahko rečem, tudi igralec Rumi sodeluje še pri eni taki aplikaciji Hallow, ki dejansko poskuša kristjane same povabiti, da bi na ravni svojega verskega življenja to poglobili, preko molitve, preko vstopanja v Sveto pismo samo. Se pravi, je življenje tudi enega izmed teh igralcev govori v prid temu, kam želi serija povabiti. Matjaž, hvala lepa za prijazen, prijeten pogovor. Hvala za povabilo in enako za pogovor. Hvala našemu gostu Matjažu, biblicistu in teologu, za današnji pogovor. Vsem gledalcem najinega pogovora želiva, da bi bile najine misli odlična priložnost za razpravo o veri, zgodovini in človeških odnosih. Ali ste si že ogledali serijo? Film najdete na spodnji povezavi, pišite nam, povejte nam, katere prizore bi
posebej izpostavili vi, kaj vas nagovarja in kakšno je vaše mnenje. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav.